Kako se spominjate začetkov tukaj? Ja, bi rekel, da zelo dinamično in pestro. Zagotovo so bili te začetki zelo optimistični, zelo, bi rekel, širokosrčni. Seveda pa vse to nas je navdihvalo, ali pa se mene osebno, da smo se odločili skupaj z domačini, vaščani Snovika, da želimo to termalno vodo, ki je bila poznana več desetletij, koristiti v turistične namene. In zato smo tudi šli v ta pilotni bazen, katerega smo postavili 25. oktobra 1994 z ciljem, da bomo testirali to našo termalno vodo, da bomo pravili številne meritve, preverjali, kakšne so to njene balneološke in pa fizikalno-kemične lastnosti po eni strani, po drugi strani pa, da preverimo, kako bodo domačini sprejemali gostje, ker tu ta Snoviška dolinica je bila mirna, neokrnjena, nepoznana in tu je šlo nekaj avtomobilov dan čez to dolinico. Ko pa smo mi postavili ta bazen in čez vikende, je bila tu prava okupacija avtomobilov. Še posebej je treba to poudariti, da s kranjsko registracijo, ker takrat je bil naš kolega novinar Andrej Žalar, Gorenjski glas, in ko je on med tednom objavil zgodbo iz Term Snovik v nastajanju z lepimi fotografijami, to je bila prava okupacija. No in seveda, ker so bile te izkušnje in potrditve izredno pozitivne, smo potem smelo načrtno šli naprej. Imeli pa ste kar precej načrtov, idej in vedno znova ste presenečali in pritegovali nove in nove obiskovalce. Ja, v turizmu je pač tako, da mora biti neka celovita, kvalitetna ponudba in po drugi strani pa vedno mora biti nekaj novega. Pač turisti smo takšni, ko smo turisti, da vedno želimo nekaj novega in tudi tam gremo, ko je nekaj novega. In seveda tako smo tudi mi tu razvijali to našo zgodbo Term Snovik. Eno predvsem tem, da je nekaj novega, po drugo pa tudi, da smo rasli postopoma. Da smo postopoma nadgrajevali našo ponudbo in tako širili krog obiskovalcev, s tem se tudi mi učili in s tem tudi naše okolje. In ko smo prišli na točko, da je turizem zagotovo ena prava usmeritev, razvojna usmeritev za razvoj doline, kot tudi občine Kamnik, smo potem šli še naprej, bolj optimistično in bolj načrtno in smelo. Od vsega začetka pa ste bili zelo naravovarstveno usmerjeni in dobili ste tudi priznanje Evropske skupnosti Marjetico, no? Ja, res je. To pa je nekaj, bi rekel, treba pripisati že mojemu karakterju, da sem podvržen okolju, da me okolje in zdrava, čista voda za eno naravo izredno privlači. Po drugi strani pa je bil tudi svojevrsten strokovni izziv, kajti naša termalna voda, ki je izredno kvalitetna, čista, visoko kvalitetna pitna voda, ki ima izredne vsebine mineralov in je po tej strani izredno kvalitetna in ima to tudi prednost, da ne potrebuje nobene filtracije, ker je tako visoko kvalitetna pita. Je po drugi strani ima na vrtini le 30,6 stopinj in to je zelo nizko, malo in smo morali skozi to energetsko učinkovitost zagotavljati, da smo energetsko učinkoviti, ker sicer ne bi ekonomsko vzdržali. Po drugi strani pa, ker smo šli v to neokrnjeno Snoviško dolino, da moramo biti tudi prijazni okolje in to se je vse nekako poklopilo in zelo smo to ponosni, kot rečeno, da smo prvi v Sloveniji, ki smo dobili ta evropski certifikat Eko Marjetica, ki potrjuje našo okoljevarstveno zavzetost
in pa tudi energetska učinkovitost. In seveda to je tudi ena kot prioritetna, začetna in vsak teh 30 let usmeritev razvoja term in upam, in to prenašam tudi na mlajše, da bodo tudi mlajši, ki zdaj prevzemajo te funkcije, ki vodijo to, tudi peljali prihodnje. Terme pa so ves čas pravzaprav zelo tesno povezane tudi samo Tuhinjsko dolino. V dolino ste prinesli novo življenje, cel kup prireditev, od novoletnih prireditev do ekoloških prireditev. Lahko poveste kaj o tem? Ja, res je. Kot sem že dejal, smo skupaj z domačini prvo vaščani Snovika začeli s to zgodbo, potem smo to širili na krajevno skupnost in na celo Tuhinjsko dolino. In pred slabimi 20 leti smo se odločili, da smo že na taki stopni, da je potrebno, da tudi ustanovimo turistično društvo Tuhinjska dolina, ki vodi vse zdaj te aktivnosti. V društvu je 6 sekcij različnih dejavnosti, tako da se pač po različnih nagnjenjih, različnimi željami lahko vključijo. In še to je po moji oceni posebno, da smo res to ljudje, ki to delamo s srcem, ki dajemo en drugim energijo, in je to tudi oblika nekega druženja. In vedno, kot radi rečemo, in tudi to je bila nekako usmeritev našega društva, da prvo se bomo zavzemali za kvaliteto življenja nas, domačinov, Tuhinjcev, ki tu živimo, in če bo to kvalitetno življenje, če bo to prijazno do nas, samih domačinov, bo to tudi do obiskovalcev, in lahko rečem, da to obiskovalci tudi čutijo. Kakšni pa so načrti za naprej? Ja, načrti so kar ambiciozni. Če rečemo, da smo slabih ali pa dobrih 7 let urejali vse potrebno dokumentacijo, da smo lahko prišli do prvega gradbenega dovoljenja, smo naslednjih 7 let intenzivno gradili postopoma, jaz ko rečem v navednicah betonirali, kakor se je pač moralo, drugače smo delali vedno čim bolj okolju prijazno. Potem smo naslednjih 7 let razvijali produkte, programe, no in leta 2019 smo sprejeli novo razvojno investicijsko strategijo, katero naj bi zdaj postopoma uresničevali. Res je, da korona je pustila manjše posledice, ampak kljub vsemu smo leta 2000 zgradili večnamensko dvorano Tuhinjko, v nadaljevanju preuredili vse garderobe, speljali projekt digitalizacije, nadgradili Knajpov produkt s Knajpovo ploščadjo. No, lansko leto začeli graditi ekokamp, katerega smo letos januarja prvi, ki bo tudi odprt vseh 12 mesecev na leto. No, in zdaj smo pa prav pred tem to največjo, najbolj smelo investicijo Camp Natur hotel z wellnessom, z dvoranami za seminarje in pa seveda vso to spremljajočo infrastrukturo, ki je za to potrebna, in računamo, da v nekaj letih se bo tudi ta investicija uresničila. Čeprav za to so zdaj že mlajši sodelavci, ki so nekako zadolženi, da to peljejo, zrealizirajo. Jaz pa seveda s svojimi izkušnjami in pa sodelovanjem z okoljem pa jim želim pomagati. Boste tudi kakšne nove bazene? Ja, res je, skozi to investicijo je predvidenih 75 sob, vse bojo lesena gradnja, potem hotelski bazen s 3 savnami, whirlpooli in tako naprej. Še bolj kot to pa je zagotovo pomembna razširitev obstoječe bazenske wellness infrastrukture, tako da bo realiziran že dolgo pričakovan bazen, ki bo delno pokrit, delno bo mogoče, da se zaplava v sneg ali na prosto, džakuzi, knajpave terapije, knajpavi bazeni za knajpave masaže in pa seveda razširitev fizioterapije, zdravstvenega dela, fitnesa in to, skratka,
želimo neko celovito ponudbo nadgraditi to, kar imamo sedaj.